Država mora spet reševati termoelektrarno Šoštanj in premogovnik Velenje. Kdo je kriv, da je največja energetska infrastrukturna naložba postala najdražja afera v državi? Spet domov termoelektrarno Šoštanj in premogovnik Velenje bo morala še naprej reševati država, tokrat z intervencijskim zakonom. V petek naj bi se z osnutkom zakona seznanil pristojni državnozborski odbor za infrastrukturo. Kdo je za jamo brez dna, ki že leta golta davkoplačevalski denar, najbolj odgovoren? Kdo je največjo energetsko infrastrukturno naložbo spremenil v največjo energetsko infrastrukturno afero? Marko Milenkovič. Nastavki za celotno afero izhajajo iz zagotovil, da bo premogovnik Velenje TEŠ-u skozi celotno življenjsko dobo 6. bloka zagotavljal zadostne količine lignita po sprejemljivi ceni. Jaz še vedno trdim, da cena je bila ustrezno postavljena. To se nikoli ni zgodilo, a očitki o napačnih, zavajajočih, celo lažnivih projekcijah nikoli niso segli do Milana Medveda, prvega moža premogovnika. Zaradi obtožb o korupciji, torej zlorab položaja, prirejanju listin, pranju denarja in prejemanju podkupnin, pa se na sodišču zagovarja desetirica obtoženih, na čelu s takratnim direktorjem TEŠ-a Urošem Rotnikom, za katerega je dvig cene s prvotnih 690 milijonov na končnih 1,4 milijarde povsem razumljiv. V pogodbi ni določena cena, ampak je določljiva cena. Delček tega naj bi iz Alstoma do Rotnika prihajal preko Petra Kotarja. Njegovo podjetje Sol Intercontinental je bilo namreč uradni zastopnik Alstoma, hkrati pa lastnik podjetja CEE, ki v TEŠ-u pripravljalo razpis in sodelovalo pri izbiri izvajalca. Po projektu TEŠ-6 pa so se stegovale številne roke. TEŠ-6 je bil največji nacionalni infrastrukturni projekt, okrog katerega se je v preteklosti poenotila tako stroka kot tudi politika. A pred volitvami leta 2018 je parlamentarna preiskovalna komisija politično odgovornost pripisala zgolj nekdanjemu predsedniku vlade Borutu Pahorju ter ministroma za finance Franciju Križaniču in gospodarstvo Mateju Lahovniku. Trojica je bila zaradi nevestnega dela tudi ovadena, a kasneje oprana vseh očitkov. V 20 letih od prve ideje, natančneje v desetletju dejanskega obratovanja TEŠ-a 6, je termodivizija pridelala že skoraj 1,2 milijardi evrov čiste izgube, ki tako postaja glavni razlog za sloves TEŠ-a kot največje energetske afere v državi.